Danes so se v kavarni Art Cafe v Tivolskem gradu predstavile zmagovite kamniške odbojkarice, ki so spomladi osvojile naslov državnih prvakinj. Nam lahko predstavite namen današnje tiskovne konference? Ja, namen te konference danes je predvsem po uspehu v minuli sezoni, po prvem mestu. Seveda nas v klubu čakajo nove obveznosti pred novo tekmovalno sezono. Seveda smo takoj po naslovu prvakinj zavihali rokave, tudi žensko ekipo nekako malenko smo spremenili. In namen te tiskovne konference je, da se ta ekipa, ki je v pretekli sezoni, kot sem že dejal, osvojila naslov prvakinj, predstavi, v kakšni igralski zasedbi bo tekmovala v sezoni, ki jo čaka. Z nami je tudi trener te zmagovite ženske reprezentance. Se obetajo v prihodnjem letu kakšne spremembe v ekipi in kakšna bo strategija za naprej? Ja, v ekipi bomo malenkost imeli novih igralk. Lanske igralke so imeli vse možnost podaljšati pogodbo zaradi zadržanosti osebnih ali drugih razlogov, vse niso podaljšali, tako da smo bili prisiljeni ekipo rahlo dopolniti, tako da v tem trenutku imamo 3 nove igralke, napadalko, podajačico in blokerko. Glede strategije, lanski uspeh je najbolj zavezan za vnaprej. Odslej ne bomo mogli več presenečati in bomo pač mogli še toliko več delati, da bomo probali vsaj približno to pozicijo, ki smo jo usvojili, braniti. Kamniški odbojkar Gašper Ribič pa bo sedaj pomočnik trenerja ženske odbojkarske ekipe. V glavnem nekaj časa že zori malo želja, da po igralski karieri, da se tudi malo poskusil v trenerskih vodah. Tako da zdaj se je ponudila priložnost, da lahko se delujem zraven kot pomočnik trenerja in sem na koncu odločil, da ostanem v Kamniku in mislim, da bomo videli drugo leto, kako bo. Pa boš kljub temu še ostal učitelj športne vzgoje v Stranjah? Ja, seveda. Glaven vir prihodka pa moja služba, tako da to je to zraven. Z nami je tudi Matevž Kirn, direktor podjetja Calcit, ki sponzorira naše zlate odbojkarice in je tudi eden najbolj zaslužnih v bistvu, da so dosegli tako velike uspehe. Bi lahko kaj več povedali, kako ste zadovoljni s tem uspehom? Ja, zadovoljni sem zelo, posebej, ker so postale letos državne prvakinje. To je bilo nepričakovano, predvsem zaradi tega, ker so zelo mlade, neizkušene in že v pokalu se pokazali, da lahko daleč pridejo. Na koncu so nas presenetili z državnim prvenstvom, kjer so zmagali in to dosti suvereno. Z takimi zelo izkušenimi ekipami, predvsem z Mariborčankami, ki so imajo veliko večji proračun in bolj izkušene igralke. Tako da je bil to kar velik udarec za ta klub. Drugače pa mi sponzoriramo tudi, imamo tudi moški del odbojkarskega kluba, ki je tudi zelo uspešen, predvsem v preteklosti je bil še bolj, ko ni bilo potrebno toliko denarja zagotavljati za naslov državnega prvaka. Trenutno je pa v Sloveniji tako, da so 3 ekipe tako močne, da jih mi več ne moramo želiti. Lahko se uvrščamo tam med prvih 4. Zato smo se skoncentrirali predvsem na ženski del, ki kaže veliko večje ambicije. Z manjšimi denarji se da daleč pride, še posebej z veliko volje, kot so ga te punce pokazale in predvsem naše vodstvo na čelu s trenerjem, Bobolnarjem, ki je duša tega kluba.